če prav premislimo. Če natanko preudarimo. Neumestno bi bilo, da bi sodili. Narod je zdrav, pošten. Je. Zdrav in pošten. Ne, nič kaj. Mislim, narod je zdrav, pošten. On že ve, kje je pravica in kje je resnica. Narod si bo pisal sodbo sam. Vroče je. Kako je? Gospod Humar vpraša, ne? Kako je? Nam dobro, zmerom boljše. Nam dobro. In... Blodili smo. Mi vsi smo oblodili. V naravi našega milega slovenskega naroda in vseh njegovih posameznih hudov je, da je treba bridke in prebridke izkušnje... Biča. Skratka, dostojno in pametno je, če pozabimo na pretekle dni. Če mislimo na nje samo toliko, koliko nam je treba za nauk in svarilo. Narod si bo pisal sodbo sam. Na vse zadnje stvar je pač taka. Tudi oni so, tako rekoč, sinovi naše domovine. Ampak človek blodi v bratu. Tava v zmotah. Ni me sram. Svinja naj se polži.
Koliko let je, kar smo v svoji nespameti in ošapnosti? Pustimo to. Posebno ti, dragi komar, si razgrajal. Pustimo to. Ravnatelj nam je na to plačal. Gospa Skove, pustimo to. Narod je zdrav, pošten. Narod si bo pisal sodbo sam. On že ve, kje je pravica in kje je resnica. Ni na nas, da mu kažemo pot. Sam je gledal. Ja, napredek je lepa stvar. Svoboda. Svoboda je lepa stvar. Najboljše pa so pečene piške. Narodov blagor, še njegova volja. Narod si bo pisal sodbo sam. Pravica in resnica. Ne frak moj ne bo in ne talar. Če je misel grenka, naj bo beseda sladka. Medicina v cukreni vodi. A? Hej. Treba najprej, da se človek zunanje razvije. Vse drugo nam bo navrženo. Treba je, da v zunanjih znamenjih besedo in dejanjem človek ne daje pohujšanja. Ja, da se razvije, da se zunanje razvije. Skoraj se že, da ni vroče, je pa kot opoldne. Ne obupajmo. Naše ljudstvo je zavedno. Zdravo v svojem jedru. Zaupajmo v to ljudstvo. Zaupajmo pa tudi v vse splošni napredek, ki je naturna nujnost in ki se nikjer in nikoli ne ustavi. Ja. Narod je staro popitan, ampak v svoji pameti je bister, bolj bister, kot si mislimo. Nazadnjaštvo je dobro, naprednjaštvo je dobro, najboljše pa so pečene piške. Kako bi vodil mladino, kdor sam stopa po krivih potih? Ljudstvo bi se samo zatajilo, če bi svojo mladino izročalo po prodanim ljudem, da jo napolnijo z duhom, ki ni duh ljudstva. Bil bi tako rekoč kulturni samomor. Sigurno, sigurno. Koraki. A jih ne prepoznate? Gospod.
Gospod župnik, naš učiteljski zbor vas odkrito srčno pozdravlja. Pozdravlja predstavnika cerkve. Tiste cerkve, kateri je tako rekoč po naturi izročena vzgoja naše mladine. Ne, v redu je, v redu. Zakaj? Od vekoma veljavna resnica je, da je le v složnem sodelovanju cerkve in šole lepša prihodnost našega naroda. Da bo tako rekoč iznad šole in cerkve zasijala nova zarja. V redu je, v redu. No, res je bilo, ali kje je človek, ki ni blodil, taval zmotan. Res so bili žalostni in obžalovanja vredni nesporazumčki tudi pri nas. Prišel sem, da vas povabim na večerjo. Oho. Ja, ni treba, da bi na javnih posvetovanjih ponavljali neprijetne zgodbe. Ne? Kar je bilo pač nerodno in nespametno, ampak bilo je. Torej, pogovorimo se iz oči v oči, prijateljsko, brez očitkov in zamere. Živeli smo nemarno, preko svojih zmožnosti, razsipno, kot da jutri ne obstaja, zdaj pa je treba poravnati dolgove. Ne? Nekaj med vami jih je dajalo pohujšanje vsej fari, še posebej mladini. Ne, gospod župnik. V redu je, v redu. V javnosti so govorili brezbožne govore, v cerkev se niso prikazali. V redu, dobro, kar je bilo, je pač bilo. In da bo odslej vse drugače, mi pričajo vaši obrazi in besede. Res od srca me veseli, da je prišlo to spoznanje res iz srca. Da ni bilo treba solz in plitkosti. Naš učiteljski zbor se zaveda svojih dolžnosti. Tako zavedati se mora. In ker verujem, da spoznanje ni samo na jeziku, temveč tudi v srcu, se mi zdi, da ni treba nadaljnih napor. Ja, rad bi še rekel, učitelj ostani za svojim plotom, se pravi, da naj se ne ukvarja s stvarmi, ki niso njegov posel, oziroma za katere ga ljudstvo ne plača. In zdaj vas lepo vprašam, kdo med vami je zbiral pijance in podobno in govoril brezbožne govore? Jerman. Ko? Jerman! Ne vidim ga med vami. Rekel je, da pride. Žalostno je, če se član učiteljskega zbora, tako rekoč, brati s pijanci. Gospod župnik, blodil je, kakor smo mi vsi blodili, ampak tudi on bo spregledal. Dobro jutro. Dobro jutro, gospod župnik. Gospod Jerman. Globoko smo vsi užaljeni zaradi vas in vašega ravnanja. Kaj? Znano vam je, da so se časi v naši domovini obrnili na lepšo stran. Ja. In da je ljudstvo pokazalo, kaj hoče od svojih vodnikov in učiteljev. In? Mnogo jih misli, da je treba ob teh prilikah zatajiti tako imenovano prepričanje, ali pa ga vsaj zasenčiti. No in mnogo jih je tako tudi storilo. Jerman. Res bi mi bilo pri srcu, da ne stopi senca med naju. Kajti ta senca bi rodila mnogo težav. Od nekdaj, odkar ste prišli v našo lepo faro, sem razcenil. Moški ste, ki posluša pošteno in odkritosrčno besedo in je ne zvrača v svojem duhu, še preden je bila izgovorjena. Ampak boli me, da vas vidim na poti, po kateri ljudstvo ne more za vami. Povedali so, da zbirate sumljive ljudi v društvo, ki ga imenujete izobraževalno. Tisto. Ne zbiram jih več. Moj prijatelj župnik ima prav.
Ne morem več. Kaj moram narediti? Kaj moram narediti? Moram jim reči, da so hlapci, za hlapce rojeni, ustvarjeni za hlapčevanje. In potem moram župnika prepričati, da nima prav. In potem nam morate vi ploskati. In potem bomo vsi veseli. In potem bomo vsi veseli šli hudiču orit. Skrajšana verzija. Veste kaj? Pridite gor, da boste videli in slišali, o čem govorim in kaj vam hočem povedati. Pridite gor, ker jaz pri tej laži ne bom sodeloval. Res ne bom. Pridite, prosim, gospa, gospodje, pridite gor, pogledajte. Tribuna je pripravljena samo za vas. Pridite gor, bodimo vsaj enkrat v življenju odkriti. In če vam že moram lagati, naj vas lažem vsaj iskreno. Pridite, gospa, pridite, ker ne bomo nadaljevali, če ne greste gor. Res, ne bo predstave. Vsi gor. Prijatelj, tamle. Prosim, pridite gor. Ne bo šlo. Rusi, resno mislim, naše rediteljice, naše hostese vam bodo pomagale, če niste zmožni sami. Pridite gor, da boste videli, da je smiselno, da vas prepričujem, da 100 let. To je Pridite gor. Tukaj. Dobro večer. Kar počasi, časa imamo dovolj. Vsi gor. Koja? Malo se stisnite, malo se nekaj radi. Ste se namestili, pošlo, je vse v redu. Še malček. No, ali je kdo izmed vas kdaj v gledališču videl, da se je kaj spremenilo? Karkoli. Je kdo izmed vas kdaj videl, da se je v gledališču kaj spremenilo? Da je gledališče tisto, ki je kaj spremenilo? Ja! Spremenilo se je. Videli ste luč na koncu tunela.
Ja, fino, gospa, čudovito, gospa. Videli ste luč na koncu tunela. Pa niste pomislili, da je mogoče ta luč na koncu tunela luč vlaka, ki nam drvi nasproti. Jaz pa vas moram prepričevati, tecite proti luči. Upanje obstaja. Upanje. Tecite. Upanje obstaja. No, lahko se gremo tudi to. Upanje obstaja. Upanje obstaja. Torej ste se namestili, je vse v redu, ampak kavice ne boste dobili. Cankar. Pa dajmo nekaj malega, lepega, cankarjanskega jezika. Zdaj pregledujem zgodovino protireformacije. Takrat so v naših krajih pobili polovico poštenih ljudi. Druga polovica pa je pobegnila. Kar je ostalo, je bila smrdljiva drhav. In mi smo vnuki svojih dedov. Ja, mi smo vnuki svojih dedov. Lep jezik, kaj? Pobegnili, pobili, smrdljiva drhav. Dobro bi bilo, če bi ga slišali tudi naši sosedje Italijani. Kar srhte spreleti. Srhte. Je fino takole malo popoldan v gledališču, ne? Je fino? Fino. Ampak to ni gledališče. Pobili, pobegnili, smrdljiva drhav, to ni gledališče. Tole tukaj je gledališče, te goli črni zidovi, ta zabrašena zavesa, te smeti po kotih, ta navlaka, ki leži vse povsod. In seveda priučeni poligravci. Ta črna luknja nad nami, ta črna tla pod nami. Vse črno, črno. Kaj sploh hočemo s Cankarjem? Kaj hočemo s Cankarjem? Hotel sem se upreti, pa me niso pustili. In jaz vas moram prepričati, da župnik nima prav. Ampak bodimo realni. Vse, kar smo kdajkoli imeli, je bil župnik. Samo župnik. In seveda narod. Narod si bo pisal sodbo sam. Narod, ki se upira, protestira, se goli po ulicah. In kaj dobi ta narod? Kaj dobi? Legitimacijo oziroma izkaznico borca za pravico. Se spomnite, ko smo rušili socializem in se borili za kapitalizem? Se spomnite, ko smo rušili kapitalizem in neoliberalizem in se borili za socializem? Povsod sami borci za pravico. Ma briga me za kapitalizem, neoliberalizem, za socializem, za pravico. Vsi se upirajo, protestirajo, demonstrirajo, se grejo revolucijo, čvekajo neumnosti. Še nikoli ni bilo toliko upora kot danes, spremembe pa ni nobene. Spremembe ni nobene, ni je in ni. Zakaj lažemo drug drugemu?
Zakaj lažem? Zakaj? Zakaj ploskamo Jermanu v gledališču? A samo zato, da se potem doma vrnemo k župniku? Vse življenje nam mine v igranju laži. Od Jermana do Jermana, od župnika do župnika, od sranja do sranja. Ampak to zdaj ni važno, ne, to zdaj ni važno. Važno je, da me je Jerman pripeljal do sem, v Trst, na periferijo Italije. O, mati moja, mati, mati mi je govorila, hej, sine, ostal boš sam, preveč si dober. Spomnim se, da sem jo vprašal, kako to misliš, ostal bom sam, preveč sem dober, saj niti živeti še nisem začel. Mati pa je rekla, jaz te poznam, vem, kakšen si. Vem, da greš do skrajnosti, da greš celo čez, da greš celo preko sebe, da greš celo preko svojega življenja. Nekoč sem bil mlad. Kdaj je to bilo? Pred 1000 leti se mi zdi. Nekoč sem imel mater, tudi prijatelje sem imel, celo ljubico sem imel. Življenje je bilo pred menoj, kakor cesarska cesta v soncu. Kdaj je vse to prešlo? Ko da je veter perče z dlani odnesel. Bilo je, ni ga več. Ni ga. In tudi spomina ni več. Ne, tudi spomina ni. Ni več. Konec. Propad. Ja, propad. Jermana so izžvižgali, popljuvali in on samo pomilovalno odide v tisti privid na koncu. Ali se vrne k Lojski, ali se ubije, ali... Roka je napisala resnico, še preden je srce začutilo vso njeno žalost. Kaj pa potem? Kaj pa potem, ko pridemo do konca? Kaj potem? Kaj potem, ko pridemo do konca? Kakršenkoli že je, kaj potem? Molk. Tišina. Kaj pa naslednji dan, ko bo treba pogledati drug drugemu v oči? Povemo si kar na tihem in na samem, da so klavrni časi, ki jih živimo, in še bolj klavrni kraji, kamor smo obsojeni. Nazadnje pa si še povemo, da ne bomo izpreobrnili ne časov, ne krajev. Kaj, če si iskreno pogledamo drug drugemu v oči? Kaj vidimo? Vidimo neko gledališče na obrobju Italije, ki skuša prikazati junaka. In vidimo ljudi na obrobju Italije, ki bi radi slišali in videli tega
junaka, velikega slovenskega junaka na obrobju Italije. Ampak jaz pri tem ne bom sodeloval. Jaz nočem pri tem sodelovati. Ne bom. Ne bom. Jaz ne bom zboroval. Nočem hudega slovesa. Junakov ni več. Tudi Slovencev ni več. Nas je jebal in nas jebe, kdorkoli je imel ali ima 5 minut časa. Ja, jebal nas je. O, mama moja. Ostal sem sam. Ostal sem. Nekoč sem imel mamo. Nekoč sem imel prijatelje. Življenje je bilo pred menoj kot Kdaj je vse to minilo? Kot da je veter peresce z dlani odpihnil. Bilo je, ni ga več. Bilo je, ni ga več. In tudi spomina ni več. Ampak jaz ne bom sodeloval v tem. Jaz ne bom sodeloval v tem. Konc z junaki, konc z zborovanji, konc z blebetanjem. Jaz pri tem nočem več sodelovati. Ne bom pri tem sodeloval. Nočem pri tem sodelovati. No. Otrok moj. Ni dolgo več. Svetega Božiča mislim. Ko mi bodo zvonili na to zadnjo pot. Usmili se mojega srca. Svoje duše se usmili. Glej, klečim pred teboj. Ne zavrzi Boga. Mati, storil sem, kakor je srce ukazalo. Laži me niste učili, moje srce je od vašega srca. Iz srca pa je misel in beseda. Mati, če ukažete, da molim, molim. Če ukažete, da se postim, postil se bom. Ali ne ukažite, da to srce zamenim za kamen. Koliko se jih je potuhnilo? Domaga vsi. Mati, kave nama prinesite. Dober večer, mati. Pa kaj prigrizka?
Vse zadnje, ljubi Kalander, ostaneva sama. Je že tako. V naših krajih je malo mož, pa še tisti so bolj s težavo. Za nas je Bog najprej babo ustvaril, dedica pa iz njenega rebra. Ta pravi, da je prestar, da se ne briga več za take stvari, da misli na smrt. Lani še ni mislil na smrt. Drugi pravi, da bomo že brez njega upravili, onda ima posla v izobilici. In poseda v krčmi do polnoči. Najhujši so tisti, ki pravijo, da so v svojem srcu taki in taki, ali iz dražbe in razprtije, da ne marajo. Malo manj sem zameril tistim, ki so mi kratko malo zaloputnili duri pred nosom. Ni v njih laži in hinavščine, razločno so povedali, baba sem kaj mi. Huda pozeba vse povsod. A jejo, skomizgajo, ne žikajo, križ je pa, družino imam pa, rad bi v miru žival. Zasmilijo se človeku, še zmerjajo jih ne. Vse je prav in koristno, kakor je. Treba je bilo te povodni, da se vidi, katera hiša je trdno zidana. Tudi moja se je močno zmajala. V nedeljo. V nedeljo čakam in sedim in čakam. Poldan odzvoni, žene od nikoda. Ne njen in ne kosila. Pa se vrne, pa jo vprašam. In kaj si je izmislila? Kodar si pridigo poslušal, tam pa južinaj. In sem rekel, duša je izgubljena, pa da bi se zato še v nedeljah postil. Kaj ne bi bilo bolje, da bi imel na tem svetu zabeljenih žgancev, na onem pa nebeški raj? Kalander, Satan te izkuša. Ko me je prešnila taka misel, sem prosil odpuščanja vse tiste ščurke, ki silijo tja, kamor je zakurjeno. Malo, da nisem zatajil svoje pameti za skledo žgancev. Pa bi zameril drugim, ki jo taje svojo pamet za celo tolsto kračo. Po mojem je stvar taka, da je človek najpoprej zato na svetu, da živi. Tisti žganci bi se mi bili prav čedno prilegli. Koliko je svet na boljšem, ker sem jih spravil. Tako je. Povedal si na kratko in razločno, kar drugi odevajo s pisano plahto učenih besed. Celo znanost so napravili iz te plahte, globoko in obširno znanost. Ti pa praviš na kratko. Pamet je zatajal za tolsto kračo. Že debele knjige so pisali o tistih tvojih žgancih in izkazalo se prav zares, da je za nepoštenost razlogov 99, za poštenost pa komaj eden. Sedi, prijatelj, da se ogreva. Tako se mi dozdeva, da te južine niso dale prijazne roke. Še marsikatero grenko južino bova použila. Še marsikatero noč bova težko spala. Še marsikdaj se bova ustavila na cesti in bova rekla, zakaj to, čemu je treba. Sama sva si naročila to južino, pa jo použila. Strah me ni in me nikoli ni bilo, ampak tisto pa sem rekel in še pravim, po nepotrebnem ne bi rinil med razbojnike. Vsa vas je kakor laškega vina pijana. Kaj pijancu beseda? Pridigaj mu 1 uro in dal, poslušal bo 1 uro in dal, izpod čela bo gledal, nazadnje pa bo zgrabil za kol in udaril. Pijanost je v deželi, z besedo je boš odnal. Potrpi, da se vino izkadi. Jaz pa ti povem, če pridem na to zborovanje sami razbojniki, mednje stopim in ji povem, ker gre razbojniki. Ni trma, tudi ni bahavost. Kaj misliš? Ali ni vsa ta pijanost samo zunanja? Da se jih drži tako rekoč le na suknji, kvečemo na jeziku, da so pod suknjo ljudje po božji podobi ustvarjeni in da bodo poslušali človeka, tudi če ne pojdejo za njim, da bi naposled taka živa beseda pred njimi vsemi in na javnem kraju več zalegla nego samoten pogovor in več nego pisana knjiga. To mislim. In tako je moje upanje. Jaz jih poznam. Tudi jaz nisem tujec med ljudmi. No, zato bi rekel, da si ogrni staro suknjo, kadar stopiš pred njim. Kaj niso kamenje metali za teboj?
Pijanci so bili. Kaj bi? Kaj bi? Kaj bi? Kaj da bi? Ali si ti tisti antikrist, ki nam otroke zapeljuje, da kradejo in požigajo in grdobije uganjajo? Ali si ti tisti? Mati. Nisem tvoja mati! Bog me varuj! To ti povem in to sem ti prišla povedati. Daj ti satanu svoje, če jih imaš. Mojih otrok ne dobiš več na izpregled. Pa pošli biliče po nje. Kaj misliš, da sem jih odredila za tatove in požigalce? Rajši jih ubijam! Še danes, ta dan, kot da bi jih antikristu zapisala. Tudi ti boš še na zadnjo uro Boga klical. Ali takrat te ne bo slišal. Sram ti bodi. Rekel sem, vsa fara je pijana. Poslušal sem že obilico takih gostov. Čudi me le, da ima vsem beseda enaka, kot bi govorili iz enih ust. Tako ali tako, ukaži, kakor hočeš, 3 nas bo tam. V nedeljo teden. Troje nas bo tam. Pozdravljen. Pozdravljen. Ali si prinesla? Kaj si prinesla? Potrpi, da si oddahnem. Prosila sem te, da mi nikar ne pošilje. Ne mene. Tja ne. Kaj mi moraš prinesti, nego žalost ali veselje? Na oboje sem pripravljen, na žalost naj pa prej. Nimam pisma. Zdi se mi, da nisem prišla tja v pravem času. Slovoljna je bila. A je govorila besede, ki so prišle z jezika in ne iz srca. Vse mi povem. Vse njene besede. Ne morem! Ker pravim, da ti ne morem povedati. Ali res ne veš, kaj bi ti morala povedati? Nič se ne boj. Ne bom jokal, še nikoli nisem. Povej. Vesela je bila. Vesela? Ne. Govorila je z veselim glasom, kakor z mirom govori. In je rekla, da ne pride. Kako je to rekla? S kakšno besedo? Da ne vem, kaj bi tam na vrtu, je rekla. In da le ostani v svoji družbi, je rekla, med pijanci in pretepači. Dalje? Da bi ti vrnila pisma, je rekla.
Pa da jih ni hranila, ker takih pisem, da nikoli ne hrani. Se je zasmejala, kaj to reče? Zasmejala se je. In nazadnje je rekla, da jo v bodoče ostavi na miru. Kaj? V bodoče ostavi? Če je rekla, v bodoče ostavi na miru, potem je vsekakor mora biti. Lojska. Prav nič ne čutim, da je moje srce kaj izgubilo. Morda niti imelo ni, kar bi moglo izgubiti. Prav tako ni pridobilo bolečine, nič bolečine. Kar se je zgodilo, se je moralo zgoditi. Pa vendar mi je pri srcu... Tudi meni je že bilo tako pri srcu. Tvoje oči so tako jasne. Ni me sram pred njim, kakor da bi stal pred ogledalom. Jerman, ne zameri. Ja, Prijatelju je treba povedati resnico v obraz. Ljudstvo je razburjeno, hudo razburjeno. Meni je, da ti naravnost povem od srca žal. kaj so rekli? Rad bi slišal. Ljudstvo nabira podpise, da te preselijo. Ni bilo potrebe, da si mi prišel oznaniti to lansko novico. Kdo izbira? Rekli so, da naj jih jaz. Glej, Jerman, ne bilo bi sladko romanje zdajle na zimo, tja nekam v hribe, recimo na Goličavo. Na Goličavo? Ja, kdor pride na Goličavo, se nikoli več ne vrne, vsaj doslej se ni. Pozabijo nam, to je. 3 ali 4 leta še piše prošnje, potem pa se naveliča. Zadnji umrl že pred lanskim, pa so šele leto zapazili nesrečo. Glej, če bi ti mogel kaj, ampak jaz, kaj bi jaz? Ljudstvo ukazuje, mi smo tako rekoč le eksekutori višjega povelja. Od nekdaj si bil bistra glava, ampak tega blaga nisem potreben, ga imam že polno skrinjo. Pojdi od tot, ogrni suknjo in pojdi. Pusti vse, kakor je. Naj opravijo ali ne opravijo, naj reko ali porekal, pojdi. Slišala sem jih. Stari so pred cerkvijo, pijani so že, pojdi, ne odlašaj. Dober večer. Dober večer. Sedite. Čudno se vam zdi, da prihajam v teh časih in ob takih prilikah, kakor so. Ja, res, čudno se mi zdi. Kajti mislili ste in še mislite, da imate opravka s preganjavci, ki gledajo, kako bi vas pogubili že na tem svetu. Tako mislim. Zatorej sem se napotil, da govorim z vami, kakor nisem govoril še z nikomer. Malo je. A prejmite iz vdanega srca. Ne spominjam vas rad, kaj sem rekel in kako ukazal, ali poglavitno je bilo, ne zamerite, beseda je le prispodoba. Da hlapec bodi hlapec in poslušen gospodarju. Sprejel sem ta ukaz, kot se je spodobilo. Prispodoba o hlapcu je lepa. To, da nerazumljiva naglim in vročim ljudem, ki slišijo besedo, pa ne spoznajo misli. Beseda je razločna, obrnite jo, kakor hočete, smerom je enak. Beseda je kakor ime človeka, prazen glas. Lahko je ime svetnika, lahko ime nejevernika. Ko ste slišali besedo hlapec iz mojih ust, ste slišali ukaz, ki ga nisem dal.
Kadar je hlapec dokončal svoj posel, podi v krčmo ali podi kamorkoli, gospodar ga ne vidi. Eno glej, da mu v pijanosti žita ne povaljaš in hleva ne zapališ. Če je res, kar slutim, bi rajši, da ni res. Da prosimo, ko se že glas dozoreva in žetve bogate, napočil je čas, na jeklo zapoje, naj pesem odmeva, nabrusimo, ko se zrel je glas. Pozdravljeni, živeli, nate roko. Jaz sem z vami! Kje pa jih je kaj teh prokletih črnih muh? Ali se jih kaj bojimo, kaj? Ali smo mevže? Vi ste mož! Čast možo! Gospod, je svesten odcu mi je zmanjkalo za večerjo. Vsakemu se primeri. Nate, in pojdite, trudni ste. Nič za malo, vsakemu se primeril. Črna suknja, črn nožic. Ali bi mu nekaj povedal temu, da belemo? Po noči. Nič za malo, vsakemu se primeri. Lahko noč. Čigavi nivi, ni plevela. Razglasili so me za krvoločnika in okrutneža, ki pohodi, kar mu je na poti in se ne meni za jok trpečih. Mnogo kdaj nimam, da bi dal beraču, ki me sreča na cesti. Toliko jih je, ki je dol moj kruh, da ga sebi skopo režem. Povedal pa sem vam to reči za tega del, da vam povem še nadalje. Nikomor, ki je moj kruh, ne gledam na usta, če se je pokrižal, preden je obriznil. Ne gonim ga v cerkev, ne vprašam ga za grehe, ali eno je potrebno in je ukaz, da pokaže name, kadar ga vprašajo, kdo mu je gospodar. Očitno je tedaj, hlapčuj in boš napojen in nasličen in postelja ti bo postlana. Mnogi gospodari niso mojih misli. Tam nekje v hribih, na Goličavi se mi zdi. No, tam je župnik, ki ob blagoslovu gleda izpod monštrance, če je učitelj pokleknil. In durce tabernakle so mu gledalo, da vidi, če se je ob darovanju pokrižal. Počastili ste me, da ste prišli v to mojo siromašno izbo. Ali rad bi vedel, čemu te zgodbe? Vi niste podobni tistim, ki so pocepali na kolena, ko so se tla zamajala. Moški ste in pošteni. Rad bi vam roko dal prijaznosti, še topleje bi jo stisnil na gospodske roke tistih, ki jih mole naproti. Zato sem vam razložil, kako malo je potreba, da prestopite ta plitki jarek med nama. Nič drugega torej, nego skriti in zatajiti to malo razuma, kar je v glavi, in to malo poguma, kar je v srcu. Prepričanje, naziranje, vera, mišljenje in kolikor je še teh besed, ne vprašam vas zanje. Kajti ena beseda je, ki je živa in vsem razumljiva. Oblast. Pokori se, ne upiraj se, je poglavitna zapoved. Vse ostalo je privesek in olepšava. Namerili ste se hlapcev ljudi spreobračati. Pot je težavna in gre v kolobarju. Nikoli je ne boš premeril do konca. Nikoli je ne boš premeril do konca. Nikoli je ne boš premeril. Nikoli je ne boš premeril do konca, še nihče ni. Pa kaj, če ne premerim do konca? Hodil sem, kamor je kazala moja pravična pot. Kadar te bodo noge odpovedale in boš sedel na zadnjem kantonu, se spomni, kaj sem ti rekel. Spominjal se bom, bodi kakor je sojeno. Bodi. Hvaležen sem ti od srca, ampak resnično, za hlapca nisem rojen. Za koga nisi rojen? Morda bi bil rad napojen in nasičen. Morda bi rad sladko spal pod gospodarjevo streho, ampak moje koleno je tako ustvarjeno, da se ne upogne rado. Ne uboga, pa če to sam ukažem. Hlapci, kaj nismo vsi hlapci? Hvaležen sem ti od srca.
Pokazal si mi, kaj moj posel, iz hlapcev napraviti ljudi. Spomni se, kaj sem ti rekel. Pa če le enemu odvežem roke in pamet, bo dovolj plačila. Ne sprašujem te po prepričanju. Hvala ti. Ne me zabavati. Kaj ti veš o življenju? Kaj ti želi? Nič. Vem čisto dovolj. Ne me zabavati. Pojma nimaš. Nimaš pojma. Živiš na računu uboge ženske, ki te je vzgojila in pridigaš o hlapcih. Pusti mojo mamo na miru! Ti jo pusti! Pojdi nekam, kjer boš zares začutil ničevost tega življenja in potem pridigaj te neumnosti. Ti si popil vso pamet tega sveta. Kave ne znaš skuhati. Kdo ti zjutraj pospravlja posteljo? Kdo te hrani? Ne spomnim se, da bi te prosil za mnenje. Kaj misliš, da jaz nisem bil tak kot ti? Misliš, da se crkne kar samo od sebe? Da se to zgodi kar čez noč? Potrebno so leta in desetletja in stoletja, da ta svet postane takšno ogabno, smrdljivo, mrtvo smetišče, po katerem hodimo. Kaj? Kaj me gledaš temi neprespalimi, krmežljavimi očmi, s temi očmi polnimi idealov, polnimi neumnih sanj? Ti veš vse, tebi je vse jasno, kaj je prav, kaj je narobe, kaj je resnica, kaj je pravica. Prav imaš. Ne vem veliko. Morda sem tudi do konca neumen v glavo. Ampak nekaj pa vem. Da nikoli ne bom postal taka stara driska, kot si ti. Misliš, da sem jaz to hotel od življenja? Misliš, da sem jaz tisti, ki je ta svet spremenil v to jebeno puščavo? Kdo si ti, da bi kogarkoli usojil? Kdo si ti? Kdo si ti? Kdo si ti?
163 že imamo. Kaj? 163 podpisov proti tebi. Jaz sem rekel, nikar, počakajmo, ampak ljudstvo terja svojo pravico, ne mara čakati na njo. Je že tako. Jutri stavim, da jih bo 300 in čez. Kdo bi se opiral? Ljudstvo je razburjeno, hudo razburjeno in meni je, da ti naravnost povem od srca žal. Smiliš se mi. Res. Ljudstvo ukazuje. Ne? Mi smo tako rekoč le eksekutori višjega povelja. No, na vse zadnje pa si le sam vesti sprašal in nisi svojim ravnanjem zaslužil. Adijo? Mi, tovariš, mi bomo rekli adijo. A trepečete in upate. Ko boste nocoj tako rekoč pisali sodbo slovenskemu narodu. Jaz se vsa tresem, kosila nisem in tudi večerjala ne bom. Še nekaj minut. Ne, še nekaj sekund, pa bo zapisano, potrjeno, zapečateno. Jaz pravim, da boste slavili zmago nad vse veličastno. To je vera mojega srca. Kar je ostalo, je bila smrdljiva drhav. In mi smo vnuki svojih dedov. Daj, da ga vidim, preroka! Pozdravljen, prerok! Pa le smej se! Ampak pride ura, ko se ne boš smejal in boš klical Boga in tudi mene boš klical. Pa te ne bova pogledala ne Bog in ne jaz. Pa če te nabijejo, le naj te nabijejo. Jaz te ne bom izpirala, ne obvezavala. Pisek je že tukaj! Narodna dolžnost! Ali bomo pokazali črnomavharjem? Kaj? Koliko jih pa je? Kje pa so? Danes je sodni dan! Pijan? Kdo je pijan? Nikar ne zamerite. Prostite, ako sem bil tako svoboden, da sem tako rekoč, da mi nihče ne zmoti gospodo. Gospoda rada sama, gospoda rada filozofira, recitira. Ostali smo pa statisti in smrdimo po gnoju, a ne? Kaj pa misliš, da si, no? Ti pa nam bi rad zgago tle delo in bi nas čuka zgledal, ali kaj? Kaj nam je treba tega sranja? Citat. Zdaj povsod sami borci za pravico. Vsi se upirajo, protestirajo, demonstrirajo, se grejo revolucijo. Čakajo neumnosti. Še nikoli ni bilo toliko upora kot danes, spremembe pa nobene. Ni. Zakaj lažemo drug drugemu? Kdo je to rekel? Morda bi radi bili napojeni in nasičeni. Morda bi radi sladko počivali pod gospodarjevo streho. Ali naša kolena so tako ustvarjena, da se ne upognejo rada, ne ubogajo pa, če jim sami ukažemo.
Pokazali so nam, kaj je naš posel. Iz hlapcev napraviti ljudi. Pa če le enemu razvežemo roke in pamet, bo dovolj plačila. Mir, prijatelji. Mir, prijatelji. Kaj, prijatelji? Kdo ti je prijatelj? Prijatelji, na obrazih vam piše. Na obrazih vam piše in besede nam govorijo. Ali nas ima za norca? Vendar pa vas nisem poklical, da bi teater uganjali. Vendar pa vas nisem klical, da bi teater uganjali. Pa kaj mu je treba, da nosi Boga v ustih? Vse je od njega le neumnost, ne? Vse je od njega le neumnost, ne? Ali nas je za bebce razglasil?
Prijatelj človek dan današnji niti samemu sebi ni zvest. Prijatelji človek dan današnji niti svojim najbližjim ni zvest. Kam je miril? Na župnika je meril. Gospodar se prekriža, hlapec moli rožni venec. Gospodar se prekriža, hlapec moli rožni venec. Mati mu umira, on pa Boga preklinja. Antikrist! Cula je povezana, s to besedo si zoper sebe 100-krat podpisal. Kaj ste iznašli? Kaj ste iznašli, da bi me do dna ranili? Kaj ste iznašli, da bi me do dna ranili? No dej, hlapci, no dej, hlapci, 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 za hlapce vzgojeni, za hlapci, no dej, hlapci, no, hlapci, za hlapce vzgojeni, za hlapce rojeni, ustvarjeni za hlapčevanje, dej, hlapci, 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 ne bom, ne bom, ne bom, ne bom rekel, ne, 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 ne bom rekel, ne bom, ne, 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 tega ne bom rekel, ne, ne, tega ne bom rekel, ne, ne. Infarkt ga je, mogoče ga še Nagla smrt je posebna milost Božja. Se vem, človek je zmerom pripravljen. Ako pride ura, pride prezgodaj. Kako naprej? Ne vem, gospod Jerman. Kako naprej? Kako naprej? Tolažbe vam ni treba, saj ste bridkosti vajeni. Ampak prav ni, kar počnete. Kako? Slabo boste ravnali. Kako naprej? Kako naprej? Bolni ste, gospod Jerman. Ha? To nečedno življenje vam je stopilo v dušo, vas je hudo ranilo. Ja. Človek je človek. Najprej kruha in vina, vse drugo je senca, tisto prepričanje in tako dalje. No, in pa tudi, jaz sem zdravnik, veste. Tudi za zdravje, posebej za prebavo, je koristno, če človek včasih takole na vsake 4 leta malce zaobrne. Ja. Tako rekoč, obnovi svoje prepričanje, kakor se tudi kri prenavlja. Razložite mi, če recimo ne bom ravnal kot bom ravnal, če recimo ne bi ravnal kot Da bi ravnali drugače? Kot bom ravnal. Ja, kot bom ravnal. Jaz vem, kakšen si. Vem, da greš zmeraj do skrajnosti. Da greš celo čez. Da greš celo čez samega sebe. Čez svoje življenje. Zapomni si, sine. Ostal boš sam. Sam boš ostal. Sam.
Še mirni danes, gospod Kačur? Vesel sem, da vas spet vidim, gospodična Minka. Po tolažbo sem prišel. Človek je slaboten, oblake hoče, pa vendar mora imeti oporo na zemlji. Ne morem razumeti, da živijo ljudje samo zase, za svojo družino, da se ne menijo za nikogar. Ampak taki ljudje so spoštovani in imajo veliko besedo. So pa še ljudje, ki ne mislijo samo nase, ampak hočejo napraviti tudi nekaj za druge. Takih ljudi pa ne marajo in njihovo življenje je težko. Zakaj vedno vse tako resno jemlješ? Zakaj? To ni v redu. Gledališče je preveč opustilo dimenzijo sporedne realnosti. Preveč jih je, ki se osredotočajo na angažiranost in na agresivni aktivizem. Razmišljujoč človek pa ne potrebuje gledališča, da bi se zavedal realnosti. Dovolj je, da prebira časopise. Gledališče se mora ukvarjati z lepoto samo po sebi, z resnico in predvsem Geistlichkeit. Z njim se ukvarjamo, da bi spoznali skrivnost človeškega bitja. Ali se spominjaš, kako smo pisali nalogo o svetosti in vzvišenosti našega poklica? Jaz sem bila pohvaljena, ker sem najbolj lagala. Ne besede o hribih in hribovcih, ne o pošvedranih petah, ne o krompirju v oblici. Koristna je bila tista naloga. Zdaj se je izkazal njen namen. Kdor se ni zgodaj naučil lagati, se bo s težavo dolagal do definitivnega lažnivca. Spremenil prizor, zdaj pride prizor z gostilno, v redu? Na levi vrata s ceste prideš ti, na desni je izba, materina izba, v redu? Pa luči je spremenil, prosim, ne prekrivati tam, lepo te prosim. Iztočnica znaš? Kaj? Iztočnico. Mir, prijatelj. Mir, prijatelj. Mir, prijatelj. Mir, prijatelj. Zmeraj imamo problem s tekstom na tem mestu. Ja. Pojdi od tod. Pojdi, kaj? Gre enkrat skozi. Dajva. Mir, prijatelj. Pojdi od tod. Ogrni suknjo in pojdi. Pusti vse, kakor je, naj opravijo ali ne opravijo, naj reko ali poreko. Pojdi. Slišala sem jih, stali so pred cerkvijo, pijani so že. Zdaj si ti. Kaj? Kaj? Mir, ljudi. Ne. Rad bi slišal, povej mi, kakšen je glas ljudstva tega vernega. Rad bi slišal, kakšen je glas ljudstva tega. Povej mi, rad bi slišal, kakšen je glas ljudstva tega vernega. Mir, prijatelji, rad bi vedel, slišal ljudstva tega vernega. Ne odlašaj, reci, da si bolan. Ja. Ti si res bolan. Iz oči ti gleda bolezen. Tvoje oči, tako so jasne. Ni me sram pred njimi, kakor da bi stal pred ogledalom. Čakaj, zdaj si še mene zmedel. Kje sva? Da te preselijo, je rekel eden, da brez podpisov je rekel drugi, v 9. faro je rekel tretji in se je smejal. Tvoje oči, tako so jasne. Pa sam si rekel, da si bolan. In potem si, kot nevede, seževa v roke in greva na levo. Roka se ti trese. Rad te imam? Jaz tudi. Zelo.
Tudi meni je že bilo tako pri srcu. Mi bomo hodili do konca. Do konca. Kar na hitro jim povej. Pa nikar ne zmerjaj, prežena hudo besedo, kakor pes na kost. Tega vernega. Mir, prijatelji. Mir, prijatelji. Vse življenje sem molčal. Vse življenje sem molčal. Bil sem sam. Ja, sam. Ampak nisem bil sam zaradi svojih neumnosti, ampak zato, ker sem pozabil, kaj pomeni biti skupaj. Vsi smo pozabili, kaj pomeni biti skupaj. Biti skupaj. Strah me je. Bojim se. Vsega se bojim. Bojim se gospodarskih kriz. Bojim se norih, poblaznelih teroristov. Bojim se vremenskih sprememb. Vojne! Vojne! Vojne se bojim! Vojne se bojim! Sedim doma, sam in burim v ekran in se bojim nečesa, kar se dogaja 2000 kilometrov stran od mene. Edino pa, kar je zares grozno v tej sliki, je to, da se bojim, da bom vse življenje preživel sam in prestrašen pred televizorjem. Jaz tega nočem! Jaz nočem tega! Jaz nočem tega! Nočem! Ampak kako? Kako naprej? Kako naprej? Kako naprej? Za začetek dovolj, če bomo prenehali s tem našim paničnim tekanjem v krog in bomo zares pogledali drug druge v oči in ugotovili, da smo skupaj. Ja, to, da smo skupaj, to je vsa umetnost, ki jo potrebujemo. To je vse upanje, ki ga potrebujemo. Biti skupaj. Vem, da to bitko že dolgo izgubljamo, ampak to ni konec, ne, to ni konec. Ne smemo pustiti, da nas bi prepričali v to. Zadnji čas je, da stopimo na ulice, na široko odpremo oči in vsaj za hip pogledamo svet z očmi otroka. Kaj vidimo? Kaj vidimo? Kaj vidimo? Seveda vidimo pokretne banke, skorumpirane politike, nasilno državo, apatične študente, lažnive medije, hinavsko duhovščino in hlapce. Ampak jaz vidim še nekaj. Ja, jaz vidim vas vidim, vas vidim. Videli boste, da v tem nismo sami, da smo skupaj.
To je vsa resnica. To je vse upanje, ki ga potrebujemo. Ta prvi korak. Nismo hlapci, skupaj smo in nismo hlapci. Nisi hlapec, nisem hlapec. Nismo hlapci, nismo hlapci, nismo hlapci, nismo hlapci. Če ne bomo sledili Cankarju, bomo pogubljeni.